Gospod je tu, naj kralja vsi slavi, naj srca vsa odprose mu, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse. Sklikajmo vsi, kraljuje Bog, vsi pesmi pojemo, nebesa vsa in zemlje krog, nam spev odpevajo, nam spev odpevajo, nam spev odpevajo. S pravičnostjo, ljubezni blagoslov je daroval nam milostno. Ljudem vseh narodov, ljudem vseh narodov, ljudem vseh narodov. Sklikajmo vsi, Gospod je tu, naj kralja vsi slavi, naj srca vsa odprose mu, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse, naj poje starstvo vse. Betlehem, zdaj tiho sanjaš ti, nad ulicami mračnimi pa zvezdni soj žari. Glej, iz teme globoke nam sveti žar luči, se v tebi je zgodilo, kar so mnogi sanjali. Rodila ga Marija je, a sina Bog je dal, da bi na svetu greha za nas se žrtvoval. Vse zvezde naj žarijo na slavo stvarnika, še mi mu dajmo hvalo čest za dar ta iz neba. Glej, bolno moje je srce, greh muči ga teži, kako vzdihuje in ječi po dnevu hrepeni. Ko bo tema minila, ko čisto bo srce, tedaj božično jutro tudi v njem zasvita se. Sveto dete iz neba zdaj v jaslicah leži, pred njim pa v duhu naj srce še moje zdaj kleči. Naj angelski zdaj spevi donijo tiho noč, prišel nam je pomoč, prišel nam
Pozdravljeni na to 3. adventno nedeljo v letošnjem letu. Danes bomo govorili o veselju. Kaj je veselje od Gospoda? Odkod izvira? Kako smo ga lahko mi kot kristjani deležni? Kako ga lahko izkušamo? Nehemija 8:10 pravi: veselje Gospoda je moja moč. Ali lahko zase rečemo, da smo v resnici izkusili radost, ki jo daje Gospod, ki prihaja od njega? Da je naša moč zares v njem? Veselje, ki ga daje naš Gospod, je večje od vseh radosti tega sveta. Pridejo in minejo, Gospodovo veselje pa ostane. Gospodovo veselje je popolno. Prisluhnimo torej Božji besedi. Dajmo se poučiti, da bomo tudi mi v prihajajočih dneh lahko izkušali to veselje, ohranjali to veselje v sebi, še posebej v teh težkih časih, nepredvidljivih časih. Naš Bog se ne spreminja in veselje ostaja pri njem. Draga cerkev, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sploh vam ne morem povedati, koliko sem vesel, da sem lahko danes tukaj. Zadnje par dni, ko sem se pripravljal na tole pridigo, je bilo zame precej stresnih. Na sredini tedna sem se rahlo slabo počutil, rahlo zbolel in ni bilo nič hudega, ampak v teh časih koronavirusa je zame to predstavljalo precej velik stres, predvsem zaradi tega, kaj če bi se kdo od mene nalezil. In on ne bi tako dobro prišel skozi kot jaz. Šel sem se testirati, čakal sem na test in v tem času se pripravljal na pridigo in nisem vedel, a bom mogel jo sam doma posneti, a bom lahko prišel, da se jo posname. Ampak vse se je dobro izteklo, test je bil negativen in res sem vesel, da sem lahko danes tukaj in da sem lahko z vami. Zanimivo je bilo, da sem se mogel pripravljati ravno na to temo, ki je nekako v nasprotju s skrbmi in žalostjo in s tem, kar sem vsem doživljal, in to je na veselje. Adventni čas je čas, ko se pripravljamo na praznovanje Jezusovega rojstva. Prihod živega Boga na ta svet. V 4 adventnih nedeljah se spominjamo 4 stvari, ki nam jih Emanuel, Bog z nami, prinaša. To so upanje, mir, veselje in ljubezen. Danes, na 3. adventno nedeljo, bomo govorili o veselju oziroma radosti, ki nam jo prinaša Emanuel, Bog z nami. V Evangeliju po Luku v 2. poglavju od 8. do 14. vrstice lahko preberemo. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: ne bojte se. Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje. Našli boste dete, povito in položeno v jasli. In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. V Stari zavezi lahko spremljamo zgodbo človeštva, ki se je uprlo Bogu. Z Adamom in Evo je na svet prišel greh. Ampak ne samo greh. Skupaj z grehom je prišla tudi obljuba. Božja obljuba, da bo z grehom opravil. Že v 3. poglavju Mojzesove knjige lahko beremo, kako bo zarod žene prežal na kačino glavo, ona pa na njegovo peto. Prva napoved Jezusovega prihoda. Abrahamu je Gospod obljubil, da bo iz njega naredil veliko ljudstvo. Po Mojzesu je Izraelcem obljubil preroka, ki ga bo dvignil iz njihove srede. Davidu je obljubil potomca, ki bo utrdil njegovo kraljestvo. Stara zaveza je prežeta z obljubami o prihodu odrešenika, ki bo izraelsko ljudstvo rešil suženjstva. In z Jezusovim rojstvom se je ta obljuba izpolnila. V Davidovem mestu se je rodilo malo dete, nebogljeno, ki pa je v resnici bil mogočni Božji sin, ki je prišel na svet zato, da bi odrasel, oznanjal Božje kraljestvo, naposled pa bil križan, vzel nase vso težo tega greha, namesto nas, in za ta greh prevzel tudi kazen, smrt. In zakaj? Zato, da bi bili mi osvobojeni greha, da bi lahko ponovno imeli odnos z našim nebeškim očetom in da bi naposled lahko z njim zavedno živeli. Veselje, ki nam ga prinaša Emanuel, je veselje nad dejstvom, da je Bog naš oče, ki nas neizmerno ljubi
in ki je daroval svojega sina za to, da bi mi imeli večno življenje. Če verjamemo vse to, kar sem sedaj povedal, to, da je Božja ljubezen končno premagala smrt, da imamo zaradi Jezusa večno življenje, je verjetno edino, kar lahko naredimo to, da smo zaradi tega kar naprej neizmerno veseli. Pa smo res? Seveda nismo. Naše razpoloženje niha, pogosto med veseljem in žalostjo, glede na to, kaj se nam dogaja v življenju. Razveseljujejo nas družina, prijatelji, dogodki in stvari, ki jih dobimo. Vse te stvari pa nas hkrati lahko tudi žalostijo. Čustva so ena zelo zakomplicirana stvar, s katero se verjetno srečujemo ves čas in včasih se zaradi okoliščin, v katerih se znajdemo, zelo težko pripraviti do tega, da smo veseli. In če pogledamo zgodbo Svetega pisma, ki je v svojem bistvu zgodba o odrešenju, lahko vidimo, da je zelo daleč od tega, da bi bila vedno vesela. Že v prvi polovici prve Mojzesove knjige lahko najdemo prevaro, laži, ljubosumje in celo umore. Skupaj z vsem tem pa zelo, zelo veliko žalosti. Zato moramo verjetno na Emanuelovo veselje pogledati na malo drugačen način. Emanuelovo veselje ni veselje, ki bi bilo povezano z dobrimi oziroma veselimi okoliščinami, ampak gre za odnos, ki ga imamo zato, ker zaupamo v Božjo ljubezen in Božjo obljubo. V Svetem pismu ravno zato lahko vidimo mnoge primere tega, kako je Bog ljudem v težkih okoliščinah znova in znova izkazoval ljubezen in znova potrjeval obljubo, ki jim jo je dal. Izraelci so bili sužnji v Egiptu. Bog pa jim je pripeljal Mojzesa, ki jih je izpeljal iz tega suženjstva. In ko se je to zgodilo, so Izraelci peli pesem Gospodu, ker je to naredil. In to kljub temu, da so bili v puščavi, sredi ničesar. V Psalmu 105 lahko beremo, da je Bog odpeljal svoje ljudstvo v veselju, v vriskanju svoje izvoljence. Skozi celo staro zavezo lahko na to vidimo, kako so ljudje kar naprej zanemarjali Boga, šli k drugim bogovom. On pa jih je vedno znova reševal, jim dajal še eno priložnost in jih vodil naproti k obljubi o odrešeniku, ki jim jo je dal. In že v stari zavezi je Bog na različne načine ljudem govoril prav o tem veselju, ki prihaja zaradi obljube o odrešenju. Recimo po preroku Izaiji, ki v 61. poglavju pravi takole: Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti. Kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Mogoče se spomnite, da Izaijevo življenje ni bilo ravno najbolj rožnato. Živel je v časih zadnjih izdihljajev Jeruzalema, pred izgonom, ko je bil Jeruzalem stalno v nevarnosti pred zunanjimi sovražniki. Ampak Izaija je poznal Božjo obljubo in Božjo ljubezen in se je tudi v teh težkih okoliščinah lahko veselil v Gospodu. V Novi zavezi pa se zdi, da nam Bog celo naroča oziroma zapoveduje, naj se veselimo. Prevodi v angleščini so sicer malo bolj mili, pogosto piše izberite veselje. V slovenskem prevodu pa je uporabljen velelnik in se dejansko sliši kot zapoved. Veselite se. Tako recimo Jezus sam reče v Matejevem evangeliju v 11. poglavju: Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite se in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Jezus verjetno ni mislil, da se morajo učenci na ves glas smejati in v preganjanju in zasramovanju korakati z nasmehom na obrazu. Na vse zadnje je misel na to, da so vsi ti ljudje, ki zasramujejo, ki preganjajo, izgubljeni in nimajo večnega življenja, zelo žalostno. Emanuelovo veselje pa se lahko v teh trenutkih pokaže v tem, da vedo, oziroma da vemo, da hodimo po pravi poti in da vemo, da kljub težkim okoliščinam, v katerih smo, imamo Božjo ljubezen in Božjo obljubo na večno življenje.
Pismu Filipljanom Pavel naroča: Veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Nikjer ni omenjeno, naj ne bomo žalostni, potrti, naj ne jokamo in vse ostale stvari, ki jih imamo ljudje za nasprotje veselja. Ne, v joku, v jezi, v žalosti se lahko veselimo v Gospodu. Na vse zadnje, vemo, da je bil Jezus Božji sin, popoln in brez greha. In če kdo, potem je imel on vedno to Emanuelovo veselje. On vendar je Emanuel. Pa se spomnite, kako je v jezi prevračal mize trgovcev v templju svojega očeta? Kako je iz nejevolje posušil smokvino drevo? Kako je jokal ob Lazarjevi smrti? Emanuelovo veselje, veselje Božjega ljudstva ni odvisno od naših okoliščin, težkih ali lahkih, žalostnih ali srečnih, v katerih smo v sedanjosti. Emanuelovo veselje določa naša prihodnost in to, kar nas v njej čaka. Ljubezen in izpolnitev obljube, odrešenje in večno življenje. In kaj zdaj? Nahajamo se v času, ki je prepredeno z veseljem in žalostjo tega sveta. Na eni strani nam decembrsko razpoloženje, lučke, glasba, smrečica, prinašajo veselje in možnost, da se vsaj malo odklopimo od okoliščin, v katerih živimo. Dva izmed mojih najljubših dni v decembru sta bila sobota pred prvo adventno nedeljo, ko sem lahko videl svojo družino, in pa sama adventna nedelja, ko sem doma postavil božično jelko in prižgal prvo svečko na adventnem venčku. Na drugi strani so verjetno letos stiske, kot so osamljenost, finančna negotovost in pomanjkanje upanja zaradi okoliščin, ki jih prinaša novi koronavirus, še večje. Mene recimo vsak dan, ko vidim število novo obolelih, prevzame razočaranje, ker iskreno ohranjam upanje, da bo jutri številka nižja. Ampak ni. Mislim, da je prav, da smo bolje razpoloženi zaradi decembrskega duha. In mislim, da je tudi prav, da smo zaskrbljeni zaradi tega, ker številke novookuženih ne padajo. Mislim, da je prav, da plešemo ob božičnem drevescu in poslušanju božične glasbe, in mislim, da je prav, da nas žalosti, ker vsak dan nekaj 10 ljudi umre zaradi posledice okužbe z novim koronavirusom. Kralj David nam v psalmih postavlja enkraten zgled tega, kako lahko pred Boga pridemo s kakršnimi koli čustvi, ki jih v danem trenutku nosimo v srcu. Ampak ta čustva, veselja in žalosti bodo minila. December bo minil, tam nekje v 2. ali 3. tednu januarja bomo tudi najbolj vztrajni izmed nas morali pospraviti božično dekoracijo. Koronavirus bo minil. In kmalu bomo lahko zaskrbljenost in žalost zaradi te bolezni postavili na stranski tir. Ampak namesto decembra bodo prišli drugi ljudje in druge stvari, ki nam bodo pričarali nasmeh na obrazu. In namesto koronavirusa bodo prišle druge stiske in težave, zaradi katerih bomo zaskrbljeni in žalostni. Veselje tega sveta je minljivo in odvisno od okoliščin, v katerih se nahajamo. Emanuelovo veselje pa traja na veke. Zato, ker na veke traja njegova dobrota, ker na veke traja njegovo usmiljenje, ker na veke traja njegova ljubezen in ker na veke traja njegova obljuba. Emanuelovo veselje traja na veke in vsakič znova lahko v zavedanju, da so naše okoliščine, v katerih smo zdajle, samo vmesna postaja, izberemo to veselje nad dejstvom, da vemo, kaj nas čaka na končni postaji. Novi Jeruzalem, gostija pri našem Gospodu, večno življenje zaradi njega, ki je prišel, da bi nas odrešil. Draga cerkev, oznanjam vam veliko veselje, ki je za vse ljudstvo. Pred 2000 leti se nam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. Z njegovim prihodom je Bog pokazal, da je zvest, da izpolnjuje svoje obljube, o katerih lahko beremo v celotni Stari zavezi.
in po njem nam je Bog podaril večno življenje. Vsem, ki verujemo v njegovo ime. Zato vas spodbujam, kot je apostol Pavel spodbujal Tesaloničane. Zmeraj se veselimo. Ne glede na to, ali smo žalostni ali veseli, izberimo Emanuelovo veselje, ker vemo in zaupamo v Božjo ljubezen in obljubo. In ker vemo, kaj je naš končni cilj. Vas povabim, da skupaj še molimo. Dobri Bog, hvala ti za to, ker nam skozi različne stvari v življenju prinašaš vesele in težke trenutke. Ampak hvala ti predvsem za to, da ne glede na to, kje se nahajamo, imamo vedno upanje v to, kaj si ti naredil za nas. Da si prišel, da si umrl, da si premagal smrt in da imamo v tebi večno življenje. Gospod, pomagaj nam, da bomo vedno našli veselje, ki ga ti prinašaš. In da bomo ne glede na to, kje se nahajamo, znali najti to veselje in ga nositi v svojem srcu. To molim v imenu tvojega Sina Jezusa Kristusa. Amen. Draga cerkev, želim vam eno lepo nedeljo in lep in blagoslovljen teden in vas vabim, da vedno znova iščete to veselje in ga nosite v svojem srcu. Samo tebe, moj rešitelj, za Gospoda sem izbral. Ker že tu si nam učitelj, kaži pot si nam postal. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Duša moja, vidi tam radosti, ker le ti daš pokoja in vseh drugih milosti. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Samo tebe vneto išče, tukaj moje zdaj srce. Dokler večno zatočišče, k sebi ne pripelješ me. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. Samo tebe hočem zreti, tebe, ki si rešil me. Glej in veri te objeti in glasno slaviti te. Na tele, mi srce, misli vedno dneve vse. 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 Veselje v Gospodu je naša moč. Zatekajmo se k njemu po radost. Naj ljudje spoznajo, da smo se srečali z veličarjem, živim Jezusom, ki ostaja isti včeraj, danes in jutri. In pri njem je večni vir veselja. Na tem mestu bi se radi zahvalili tudi vsem, ki pripravljate nedeljska bogoslužja. Hvaležni smo za vse, kar delate za cerkev in kar delate za Gospoda. Naslednji teden pa praznujemo Božič in vsi ste vabljeni, da praznujete rojstvo našega Gospoda z nami. Kot vsako nedeljo ob 17. popoldne se vidimo preko ekranov. Do takrat vam želimo vse dobro in Gospodu blagoslov naj bo z vami.
Daj poslušaj ljubezni glas, odkupnina. Nebe za nas milost prišla, je na zemlju, da prežene so temo. Slišiš, kar slišim jaz, vidiš, kar vidim jaz. Rojen otrok, za vas je svet, veselja spev otaplja nek. Slišiš, kar slišim jaz. Daj poslušaj pesem angelov, glej pastirji, prestrašeni Bog je z nami. Na to sveto noč, da prežene vso temo. Slišiš, kar slišim jaz, vidiš, kar vidim jaz. Rojen otrok, za vas je svet, veselja spev otaplja nek. Slišiš, kar slišim jaz. Slava Gospodu na višavah, slava Gospodu na višavah, slava Gospodu na višavah. In mir ljudem, mir ljudem. Slišiš, kar slišim jaz, vidiš, kar vidim jaz. Rojen otrok, za vas je svet, veselja spev otaplja nek. Slišiš, kar slišim jaz, slišiš, kar slišim jaz, slišiš, kar